Živijo, jaz sem Anže, tole je podcast podrobnosti, epizoda številka 126, kot bi Boki rekel. Je pa tole posnetek iz Kinoteke 28.10.2019, hashtag žive podrobnosti. Ful hvala vsem, ki ste prišli, predvsem podpornikom, to so tisti, ki so že poklikali aparatus.si pošiljnica podpri in podpirajo celo mrežo, ker s tem dobijo predkupno pravico za karte in ste res pokupili več ali manj vse karte, tako da res ful hvala. Jaz še zmeraj ne jemljem kot samoumevno, da se pač na podcaste hodi v živo jih gledati in poslušati, tako da res ful hvala. To je to, kar se introta tiče. Seveda so se nama pa s pižamcem v Kinoteki pridružili Jure Godler, Jože Robežnik in pa Sašo Stare, tako da hvala tudi njim, da so sodelovali. Definitivno bomo te žive dogodke še delali. Jaz jih bom probal tudi vedno boljš posnet, ta je že malo boljš, ne še tako, da bi bil jaz zadovoljen, ampak to so bolj tehnikalije. Še enkrat ful hvala vsem, ki podpirate. Zdaj pa res 126. podrobnosti, v bistvu prvo muzika, pa štart. To so podrobnosti. Zdaj pa imamo že spet dve ekipi, rekel sem ekipi, dvojina. Imamo dve ekipi, prvo bom povabil gor enega pa drugega kapetana, ker imamo očitno kapetane ekip, to smo si letos mislili, da je bolj uradno. Tako da prvi človek, ki pride je vedno v podrobnostih, človek je bil prvi gost v podrobnostih, piše, stand-up dela, predvsem je pa reper. Tako da prosim, lepo pozdravite Boštjana Gorenca, pižamo. To roka. Kapetan ta druge ekipe, ki bo potem dobila tudi imena, je pa človek, ki bi rad bil znan po stvareh, ki jih dela na YouTubu, ampak ga več ali manj vsi poznamo kot sovoditelja Vikend paketa. Tako da Jože Robežnik. Vklopljeno, mislim, da je že. Pa atlet je očitno. Okay, pa zraven pižame bo pa človek, ki se je zdaj res, mislim, da lahko rečemo, že ušunjal v mrežo aparatus, ker se štuli povsod, pa smo ga v bistvu veseli. Počne stand-up in pa na TV-ju neke oddaje. Neki vod. Otroke spravlja v jok, ker zgubijo v kuhanju. Tako. Sašo Stare! Zmenili smo, da vskočil. Okay. In pa Jure Godler. Da bi je malo ratalo. V glavnem, preden začnemo, kot ponovadi zvemo imena ekip, ker se pretvarjamo, da je to neko tekmovanje. Vidva sta bila že lani v tej zasedbi in sta kaj? Actual celebrities. Tako. Okay. To je ta prva. Zdaj pa vidva sta pa nova zasedba, pa vsakeč, ki je pač nova zaseda, smo rekli, da bo novo ime ekipe, da je še bolj konfuzno za vse, ki poslušajo. Tako da vidva sta pa... Gorenjska naveza. Ok. No. Okay. A te zanima, zakaj? Me veseli, da si vprašal. Veseli, da si vprašal to že zato, ker bomo kot Gorenjska naveza, midva Saša, tam pa Bohan, pa Goco nastopali 22.10. zvečer v 10. in prošel, tako da vsi lepo povabljeni.
Hashtag reklame smo furali noter. Ja, Spremenila format. Anže. To, da vemo, kdaj bo šlo to v glavnem. Gremo Saj ni naprej. važno. Za njih je bilo to. Ja, zdaj, jaz sem v svoji glavi žrebal, recimo. In začne v bistvu Gorenjska naveza. In prvo vrt zadevo ima Boštjan Gorenc. Wow. Je bilo kar prostora za žrepa, ne? Prosim, primi mikrofon v roke, zdaj te bom še imel. Godler je prenesel ta stojalka, ga ima Joco, to je stojalo za 7 centov kitajsko, ki sem mu ga jaz dal zraven unga, ker je mislil, da bo to imel, pa sem mu pa prenesel, ker je pač Jure Godler boljše stojalo, pa ker kompenzira. Prosim, mega v rok, please. V glavnem, Boštjan Gorenc pižama, prvo vrt zadeva. Če ti rad falusne stvari v rok držiš, ne pomeni, da jih moramo vsi. Ja, ti jih imaš pri ustih. Se smo rekli, da... Le zakaj želiš imeti roke frej? Nisem ne z gestami. Prvo vrt zadeva, Boštjan Gorenc pižama. Se res, to je v bistvu podcast, ne? Ja. Ne smemo nič v Ni bistvu gestikulirati. Okay. Tako. Ja. A zdaj boš vsakič to naredil. Okay. Pižan začni, prosim. Tako je. Anže, če bi te vprašal kot strokovnjaka za tehnologijo, ne, kaj razumeš pod pojmom wearables? Pametne ure, pa prstani. In tako, ravno mislim, da prejšnji teden je na tržišče prišel novi, tako imenovani wearable izdelek, ki so ga splovili v Vatikanu. In sicer gre za e-rožni venec, ki stane piškavih 100 evrov, pardon, 99. Valjda. In izgleda dejansko kot pač ima križ in potem 10 kroglic, ne, se pravi Oče naš pa 10 zdravih Marij. In ti daš to na roko, in ko se ti prekrižaš, on zazna, da si se ti prekrižal in štarta z molitvijo, ampak ker smo pač cool in sodobni, ne, pač kam bo on to povedal, obstaja spletna stran in pa tudi aplikacija Click to Pray. Click to Pray, kjer imaš ti potem na izbiro 3 različne rožne vence. Lahko moliš standardnega, lahko moliš kontemplativnega ali pa tematskega, pri čemer so tle v Vatikanu res škrte pizde in če nisi kupil tega e-rožnega venca, lahko v aplikaciji furaš samo standardnega, za druga dva moraš pa kupiti še napravo. In-app purchase je. A ne, prav moraš imeti napravo, da ti odklene. Ne? Tako da, Glede na to, da so pobirali med Mašo že denar, so in-app purchase smeli že kar ne par tavžant leta. Ne? Ne vem, odkje je ta jeza prišla. Ni nova stvar, no, Ja, tako da lahko si cool in potem imaš še, evo, in če nimaš, mi prav paše, napisalo je no paired beads, pair the beads to unlock the rosaries. Pa to je uraden. To je uraden vatikanski, to dejansko je spletna stran, jaz sem šel gledati, tudi v Sloveniji imamo predstavništvo za Click to Pray, in kjer pač ljudje pač klikajo, koliko so kaj molili in potem se čutiš povezane tudi v digitalnem svetu. Ne? Tako kot bi Godler recimo lahko klikal, koliko filmčkov si je ogledal na straneh z sumljivo vsebino. Imamo tukaj ljudi, ki tukaj to delajo v boljši namen in to je prav od papeža požegnano. Sam skočam, imaš Beats by Dre pa Beats by Vatikan. Okay. Beats by Francis. Čeprav, for the record, za zapisnik, wearables so tudi une spodnice, ki se pojejo. Zdaj vemo, kaj naročuje prek Amazona, ne? To je pa Click to Play. Predvsem to je. Kaj si rekel, ure, ja, tako je tehnologija, kva pa druga, Anže. Anže. Tudi ti so wearables. Jaz sem takač tone. Mislim, všeč mi je, da je bila prva misel, ki si imel na neki zvezi z Vatikanom, spodnice, ki se pojejo. Pač vsak ima svoje izkušnje z lokalnim. Okay. To so Godlerjeve spodnice, pite in jejte od tega vsi. Wow. To je bilo lepo. Tako da ja, ne. Boste videli, kaj je vprašala, ali bomo sami zvedeli za te spodnice? Jaz sem svoje povedal.
Veš, kaj mene zanima, a moraš povezati skupaj prek telefona, če imaš še služke, pa recimo... Telefon lahko... moraš imeti že prej, ker dejansko potem, ko greš, se pravi, ne vem, koliko si ti kaj seznanjen z molitvijo rožnega venca, glede na to, da je oktober mesec rožnega venca. Ne? Pa maj tudi, ker je, veš, Marin mesec in ponad. To je pa maj. Ja. Ampak kaj hočeš zdaj povedati? Ne, sem hotel se pač sistem. Kje smo se zgubila? Kdo bo naprej molil? Bomo postali ekumenski. Okay. Molitve, notri sem nečrške CUM. Ne, veš, kaj sem pomislil? Une noise reduction slušalke so neke vrste cerkev. A veš, kaj je tišina noter? Okay. Zakaj si to rekel s klemen glasom? Zdaj se mi je, da paše. Trnovska cerkev, veš. Dej povej, koliko denarja je babicam v Trnovmu zginilo iz torbic zaradi puščice, koliko pa zaradi tebe? Jo, tega pa... Ne, okej, pustimo. Ne, veš, kaj sem res pomislil? Ker, recimo, Brezder, če bi lahko ga zvezal direkt na te služke... Ja, ti mislim, da se pač itak, če imaš povezan na telefon, lahko... Ampak nimaš pa, veš, je pa fino, da gledaš, kapolka imaš te, ki premleva skrivnosti rožnega venca, pa dobiš na vsakih 10 zdravih Marij še razlago, kaj je tisto, o čemer boš razmišljal in zlepo in dobiš zraven še lično reprodukcijo ene od klasičnih slik, ki najbrž visijo v vatikanskih muzejih. Wow. A je še to, koliko bunkic je gor? 10. 10, se pravi, on sproti javlja, par kateri si, ker drugače je 5. Dejansko moraš ti, mislim, da za vsako zdravo Marijo moraš dvakrat. Potres. Predvsem je čudno, pač, da je ta gib za potres. Ne? Dvakrat potreseš za pestjem. Jaz umikam vsa nadaljna vprašanja. Koliko stane? Ja, 100 evrov. 100 evrov. Koliko bi pa stal, da z te slušalke dobiš, pa da v slušalkah ti poje Morgan Freeman odgovarja na molitve? Da ti naprej mol. Da ti naprej mol. Veš, kaj molitev je dosti. Govori, ti rečeš, se lahko pozdrav nekdo. Ja, se bo. To je genialno. Ja, da ti Bog odgovarja. Ali pa oproščeno ti je, jaz sem neki zafrknut. Ja. Čeprav mogoče za slovensko bi se bil dosti Ivan Lotrič. Ja, ali pa jaz sem jedel gate, oproščeno ti je. Ja. Ampak ravno danes, ko je bil postni dan. A pa si kdaj jedel tega? Godar, a na petek lahko ješ gate? Ja, a na petek lahko ješ gate. A lahko na veliki petek ješ spodne gate? A šta je to za mesino poželenje in je prepovedano? Če jih napove Ivan Lotrič, kadar češ. Ne, ampak veš, da po mojem tehnično gledan, ker te gate so najbrž tako malo kot gumijasti medvedki, a ne? Ja, želatina. To želatina je iz mesa govejega in kot taka... ne iz mesa, iz kosti. Iz kosti, se vse ni živalskega izvora in potem na veliki petek oba veva, da ne smeš tega. Joco. Na televiziji si pa tukaj zadržan. Če je disno jocota, se šteje nama. Ja. In pač bi tlede samo omenil še eno, zdaj, ko smo že prišli do posta, pa vsega tega nepovezano, ampak se mi zdi, da paše zraven tega, se ravno da zdaj. Kanye West, to si že slišal, to poznaš? Ja. Tako kot Post Malone. Od Godlerja najljubši reper. Ja. Je zdaj, ko je dal to svojo plato, Jesus is King ven, ne, je ni sicer uporabljal tega, e-roserja, ampak je pa od svojih sodelavcev zahteval, da se med snemanjem plošče postijo in vzdržijo izven zakonskih spolnih odnosov. To je pa najbolj reperska zahteva. To je čist. Sploh, ker si poročen s Kim Kardashian. Ja. A imate še kaj na čogatah, pri rožnem vencu ostati? Jaz sem pomislil, če so isti izdelovalci, veš, kaj je ena naprava, fitness naprava, shake to. Yeah. Če mogoče isti... Malo prehitro sem to rekel. Reč, da si gledal South Park. Reč, da si gledal South Park. Yeah. Če so slučajno isti proizvajalci. Mislim, da ne. Ampak je bil pa dejansko ta izdelek predstavljen na End Gadgetu. A res? Ja. To sem okay. Tu smo spustil. Ja. Pa veš, ajde naštej zadnjih 10 člankov na Gadgetu. Ne bomo, ker jaz sem Gadgeta naberem. Ti, da je sam zdaj blagoslovljeno število točk. Okay. Ploskajo ljudje, to pretvezo moramo imeti, aj dobro povedal. Kaj pomeni to, Anže? Kaj pomeni to? Kaj pomeni to? A sta dobro sprašvala in povedala? Gate so zmagale. In ker ne bom več računal, 3000 točk. Tako da...
3000 točk. Naprej. Zdaj pa začne v bistvu drugi kapetan, Jože Robežnik, ki je nekaj sprintov in ima zapiske. Tako da tole bo super. Kar dvignite pričakovanja. Odkje ta cinizem? Okay, jaz imam pa v bistvu zanimivo novico. Vsi se spomnimo, ko je prišla ven The Sidmouth Fatberg. Sidmouth Fatberg. Ja, ne. Ja, noben ne ve o tej novici. Ja, pa bom pa najprej to povedal. Pa pol še povem, kva je pa, zakaj. No, glavnem, lani okrog Božiča je v okolici Sidmoutha se izkazalo, da je za približno, točno 64 metrov velika, se pravi Fatberg bi prevedel kot mastna. Tolsti vrh. Tolsta gora, kot ledena gora, tolsta gora, pač masti. V temle, v sewage sistemu, v kanalizaciji. Bravo, Jože, kanalizacija. In ni nepomembno, da je to obmorsko mesto, turistično obmorsko mesto, tako so se vsi sprašvali, a je voda oporečna. Hmal po Božiču se je izvedeli tudi, da voda ni oporečna, se pravi, da se lahko kopaš. Niso pa vedeli, zakaj je prišlo do tako velike gmote maščobe. Bom še enkrat ponovil velikost. To je kot da bi dal 6 dvonadstropnih, klasičnih angleških avtobusov, enega za povrstjo. Približno kot pisa. Kaj masti? Ja, ogromna kepa masti se je naredila. Niste vedeli, da je ne navadno. Ni bilo nobenih weird. Mi na tej strani se čutimo napadene. A to je ta kepa masti, a to nastaja, tako kot mačke, ki izkašljajo furball, je tako kot stareka izkašlja in pol... Točen to. Sorry, Sašo, ne morem več nase, zdaj moram tebe podnucati. No, in ni dolg nazaj, ko Vsi vemo, da bi lahko tudi vse sebe, ampak... Zakaj je, iz česa je to nastalo? Okay. Zdaj vejo, zdaj točno vejo. Pogrunta. Sherlock je bil na delu. Tako, preprosto gre za dve ključni sestavini, se pravi jedilna mast od kuhanja, živalskega izvora, in B, wet wipes, se pravi zdaj kaj modern, vlažilni robčki. Vlažilni toalet, pižama uporablja. Gledal sem Deadpool 2. V glavnem problem je, ker se bo zdaj to... V glavnem, kaj gre v toaletni, moja zgodba, moja novica, se tudi lahko nekaj naučimo iz tega. Kaj gre v WC noter, Godler? A veš, Jožek, kaj sem hotel povedati? Ne, samo da nekaj povem. Predstavljaj si informativni program RTV Slovenija. Počasen dan okrog maja, ki se nič ne dogaja. Prva novica, gužva na cesti, v redu, pojmo naprej, druga novica, poslabšanje vremena bo, no in pa res ni več kaj dati, no to spada tam na koncu. Ja, ampak to je weird, a ni weird? Jaz sploh ne vem, kaj si govoril. Ne, ker mi ni pozornosti. Ti veš, da sta videla skupaj v ekipi. Ja, za isto ekipo špilava, ampak dober. A tako se zdaj reče? Ja, v glavnem to, no, jaz imam v glavnem novico, zdaj vemo, kaj je mast, pa teli mokri toaletni vlažni, prosim, lepo. Vlažni toaletni robčki ne grejo v to ni weird, to je ključem okoljevarstva, no. Ja. Mislim, kako lahko rečeš, da kepe masti niso weird? Kje ti hodaš v službo? Ja, kepa masti, še ena kepa masti. V velikosti 6 avtobusov, to ni weird. V stegnah je to vsak dan. To je zih pri neki deponiji. Ne, pri obmorskem letoviškem mestu. Ja. To si ti rekel prej. Ja. Vidva sta skap. Ne, sej, hočem ga podkrepiti, pa popraviti sranje, ki je naredil. Jože, a to si ti zdaj to zadevo povedal samo zaradi tega, da bo Godler zmeri hlačke do konca pojedel, da jih ne bo odplaknil. Tudi, ja. To ne spada noter, ja, v toalete. Kam pa vržeš? Kaj so pa naredili s Tomas? A so kaj povedali, kaj so naredili s Tomas? Ja, odpeljali so, mislim, da so 4 mesece so vozili ven. Ja, je bilo to prek napola pod zemljo je bilo. Kdo je to delal? A to so se zmenili na uro na mest na čez. Ja, najbrž.
v neko anaerobno predelovalnico, sploh čistilno napravo, kjer so mogli to skurt na koncu, kar je ostalo. To je pa dišal, pa. Wow. Ja, Aj, s tem si se dal cvirke narediti. Čeprav veš kaj, mal ni fair, ne? To smo bili najeti, bom rekel, da poiščemo neki weird, ne? Pa pridemo deliti, pridemo povedati, ampak ti pa zaslišuješ, da mora on res odgovarjati na to, a se da v cvirk narediti tega. Jože, kako se to spuca? Povej takoj. Ja, sam si izbral, ne si pa izbere nekaj, kar bo poznal odgovore. Ne, okay, vem, cvirke se tehnično da narediti iz tega. Je pa res, da je ta maščoba, ki je ustane od kuhanja, je doskrat, ima že zelo malo cvirkov noter, je sam še maščoba in pač niso najbolj okusni. Kaj hočeš reči, da imamo več domačih teh ribic, pa to vrš dolu, da se to nabere, da še malo mesa noter v tem. A so bile to transmaščobe? Proti maščobam smo, to je vsa poanta. Pojesti je treba do konca. Okay. Pojesti je treba maščobo do konca. Zakaj nama to ni en rekel že 10 let nazaj? To je bilo to vama je rekel. Zdravniki ne štejejo. Ja, ko mi dojeva cukor, ko on je iz cukra hlačke, pa vse ok, ali kaj? To je, zato... Ne bom, ne. Ne, ker dej, Anže, danes imaš šanso, imaš publiko, vse si vadu, dej. Ne, je dobro povedal, se temu reče. Pa v cvirki. To več. Ljudje imajo radi od cvirke? Ljudje, Saša. Ja, ljudje. Okay. Drugi, torej. Tudi debeli ljudje smo ljudje. Kolikrat ti moram še povedati? 7000 točk za te dva. Hudo? Ja. To se meni zdi fair. Ja. Toliko kalorij je dnevni vnos od Sašota. To je res, pižama ima fat joke, to je tako dobro. Ja. Res. Zdaj pa gremo na Gorenjska naveza. Ja. Sašo Stare. Jaz imam eno vprašanje. Okay. Lahko kdorkoli na odru odgovarja. Ja. Kako žurate za nov let? Kam greste? Imaš žurko, greš ven, konec tega leta, ne, v easy. Pač neki vino za več kot 2 evra na liter. Pa podprklopiš PlayStation pa Fortnite s kolegi. Okay. Ja, to godler. Ne, pač okay. Malo se pogovarjamo in to gremo skozi leto. Kakšno je bil pa tvoje leto? A si dosegel, kar si hotel to leto? Premlevamo, kaj so sklepi za naslednje leto. A bojo gležnji zdržali, a bo koleno zdržalo, a bo zapestje zdržalo. To zapestje, predvsem. To je neka prihodnost, ki se je moram veseliti. Zapestja. Godler, kaj pa ti? Ok, kaj? Za nov let se gre spat, da se ujame koncert naslednje jutro. Okay. A ne glede na dirigenta? Ja, nikoli ne veš, lahko te kdo preseneti. Vprašanje je zato, zaradi tega, ker moja weird zadeva je, če si dovolj bogat, se cajt lahko ustav. Pa ne mislim zdaj plastične operacije. Čeprav na odru so to že pofurali, nam rekel kdo, ampak tam na koncu sedi. Sam se ne vidi tisto, kar je do popraviti. Je pa večja košarca. Če si dovolj bogat, lahko novo leto greš praznovati v Sydney, ob 8 začneš, prežuraš novo leto, potem pa skočiš na privat letalo, odletiš v LA, ki je 19 ur pred Sydneyjem. Pred. Kdo je bolj pameten? Zašol pižama. Ne, sorry, to. Jaz ne bi vedel, če ne bi tle pisal to. Jaz sem videl, sta tudi skup. Prej, ja. Okay. Mislim, on je ful bolj pameten. Ampak, se pravi, 19 ur prej, polet traja 13 ur pa pol in predvidoma ti prijaš v LA ob 8:30 nazaj in lahko še enkrat zažuraš celo novo leto. Ampak ni tako, da ko si na avionu konstantno novo leto prehiteva? Ne, to pa če bi šel v kontrasmer. To je, če bi lahko loviš novo leto dejansko, pa vsako minuto. 5, 4, 3, 2, pa tako. 5, 4,
3. Zelo hitro ti gre na živce, to bo To moje. je enkrat, bi se hotel ful lupčkati z eno, bi šel to. Ja, ful bi to delal. Slišiš se, A ti odštevaš pred lupčkanjem? Ja, že zaradi suspenza. Zaradi suspenza. Redke stvari treba obeležiti. Godler, nikoli ne veš, kakšne gate imam gor. Ja. Čeprav, zdaj pa realno. Ja. Zakaj pa ne bi doma pa uro nazaj prestal vsako uro? Za eno. Zato To je res, ja. Ja. Sam Avioni. po tej logiki, zakaj zdaj ne gremo na koledar, da je 31. december, pa imamo novo leto čez 5 minut. Zakaj Zakaj pa naredimo ne? to? 5, 4, 3, 2, 1, srečo novega! Vse v žur. V glavnem, v glavnem, no, Joco, so šti Zdaj matro. pa vsi na avion. ta paket dveh, greš v neke VIP klube, vse je full hudo, ta paket stane $255,000 pa pol, oziroma so tle cari... Kaj? Ja, Pol dolarja. $255,500, ok, sorry. Se pravi, čujem, če sem zmodil potencijalne kupce tukaj noter. A si rekel zmodu? Zmotu. Zmodu. Kaj zmotu? Zmodu. Zakaj vidno vseeno nekaj natiče, da je to vse čas? To si ti, jaz sem na modo. Jaz sem na modo Smo pomislil. leva neki kulturni Ja. ustanovi. Kot moda. Cari so Fashion. tukaj predvidevali, da ljudje nimajo vsi €255 in so nam zračunali, da je to $31,950 na osebo, če se 8 frendov to odloči narediti. Tako da tlele nas to je je 5, paket. rabimo še Za 3. cel avion. Ja, to je avion, ja. Čak, sad, Tle to nas ni je na 5, rabimo še 3, ki imajo 255,000. Ne. Mi damo pa 500. A ja, ok, ja, fair. Ne, Jaz se sem moral pravi, do Avstralije priti. ja, ne, to je vse. Jaz Kao, sem to ti se- res Tudi do kombiniral, Avstralije a ni pridemo. to bolj, da daš ti frendu Jurija Okay. Ja, vedno. in se ga ti napiješ ta pocen šmaranco za 4 evre 10 litrov Pa misliš, da si vsi. in novo mezo in dol padeš in te cajt pride in ti nazaj prestav in ti na te vaju naštima, ne se pravi, ne sam uro, ampak ti prestav celo na te vaju na ogled. Shut up and take my money. In potem še enkrat, ne, se sem pred polnočjo dol padel. Yeah. Koliko lahko pol gledaš koncert zjutraj? A ja, sam eden. Gledam Ja, naprej. ne, če imaš časovni zamik 72 ur, imaš cajt, kako je dolg? 2 urci pa pol. 2 uri pa Do pol, tri, zdaj pa zračunajte. A ta še, okay, No, tle imaš tudi vmes počivanje, pa neki Počivanje VIP gor. vitaminski tretma, kjer te pojka se ti čez gotov, te nafilajo z vitamini in pa si woo! A je Ena infuzija pomembna- tudi? Kaj? Infuzija je tudi? Ja, mislim, da je, ja. 24 do 28 krat. Koliko pa Od stane? vitaminska, v Hollywoodu delajo te vitaminske infuzije. Jaz sem zračunal 24 do 28 krat. Kit Odvisno, koliko te na WC infuzijo, vmes. kit infuzijo pri nas kupaš. Ja, kje se to dobi, Godler? Kdo te Koga na UKC-ju je treba podkupati? Daj povej to Kdo ti, Jure Keith Richards, Godler. Dajte nam točke, dajte nam. Veš, kva mene sem še zanima, ena Povej. čisto nepomembna skoraj stvar, ampak vsem, glede na to, da Kar prečeš vprašaj. meje, ne, najbrž. Ja. A ti tudi neko zabavo tam, se pravi, ki je recimo doskrat prepovedana, se pravi, v obliki drog, prepovedanih drog, a je to kaj vključeno noter? Jaz bom rekel, da to v tem članku, kjer to probajo prodajati, niso napisali, Ja, ampak ampak bi si drzno reči, da če ti plačaš 255 €, lahko fucking delaš kar kol hočeš gor, verjetno. Tako da, Tudi Jože, hlače, ki so iz bombaža poješ. Ja. Pa ni, teoretično si v nekem mednarodnem prostoru, ko si gor na eni višini. Ne, Ali avion, kaj? avion Avioni? je vedno od države, v kateri je registriran. Bu, Anže, bu. ja, Se pravi, od zdaj naprej v zraku in Party nikoli nismo pooper. več v Sloveniji. Ja, efektivno, ja. Čakaj? Ja, Adria, ne? Ja, 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 ja. sem pa, okay, sem se, Ja. se najbrž to ni važno. V Adriji si bo vedno v Sloveniji, zdaj pa pač ni več. Slovenija ne leti več. Da ti... Gre pa naprej, ne, tudi če gre naprej več. Neke une mehne prevoznike. Kje je? Tuš Air. Tu še. Ma A nek res? avion, ki ga Tu vdaja. še. Ja, no, Lesce Ja, so in imamo, full imamo effect. glas iz publike, vladno letalo obstaja. Se To je pravi, efektivno Slovenija. To je. Falcon Ja, je Slovenija. Ulan, Ja. To je res. Tu še, kaj je tu še? Ja, Tuš je kupil takrat en avion, pa ga pol malo posoja. Pa to. Kdo? Mirko Tuš. Ja, Je kupil avion. ne, pa že dolgo imaš.
res? Da ga je mogel prodati. Šli smo iz ene stvari, ki si je ne moremo provošati, na ful večje stvari, ki si jih ne moremo Mislim, da provošati. zdaj je trenutno lahko vsak kup Mirka tuša. Ja, res, okay. ja. Ne, že doma še avion, Erasmus B. Pintar. Ja, manj ga unga On ima tamavga. tamavga in leti iz Ljubljane. Zakaj disaš človeka, koliko avionov imaš ti, stari? Ja. On bi kako on ima tega tamavga, ni Pustimo panike to. Smo to, ko jih imam jaz. Ne. Oh, okay. Predvsem, kako ti veš, kaj ima razen B. Pintar? Ja, ker Kaj ga je mu sledim vozil? že nekaj, bral sem uno v Lady. Slediš mu? Ne, Ker si toliko visoko, on kar leta okolo, veš. Ampak veš. zmajem mu slediš. enega kolega imam, ki mu je zelo podoben. In pol je enkrat... In doskrat, ko za tem kolegom hodiš, ugotoviš, da je počeš za eno uro, da si v bistvu Erasmu Pintarju sledil. Kdaj ima pa In ne Miha svojim mehen prijateljem. avion? Razen B. Pintar je enkrat dol padel s tem avionom. Točno. Na njegov dvorišče, no. Če To sem je... to že razlagal, ne, to je bila mogoče moja najboljša, gremo reči šala na Facebooku in sem temu kolegu na wall, takrat je bil še wall, sem mu prilepil, a si ok, novico, kako je razen B. Pintar Ker dol je padel. Ja. podoben. Razen B. Pintar. In ker je razen B. Pintar dol padel. Ja. Kaj če bi si kaj naredil? Ne, nisem, Aj to to sem pa- smešno? ne. Aj to smešno? Prebral se, kam smo mi, kaj se dogaja? Ja, Jaz ne vem. Kaj jaz sem zdaj, kriv. Anže? Jaz hočem reči, da ni drog na avionu, ampak mogoče ste jih vi vzeli, ker to je šlo zelo visok, pa zelo čuden, zelo hiter. Ne, meni se Kaj je samo zdi- naslednja novica? 39 trupel. V kamionu. Kam greš ti s tem? Kje ima pa pipistrel registrirane? Ne vem, hotel jih je imeti v Italiji, pa ni šlo skozi, kot jaz vem. Kdo? Kva? Pipistrela ni. V Gorici. Pipistrel. A Gorica je una Gorica, ne naša Gorica. Čeprav pipistrel se tudi sliši kot eno tako zelo ponesrečeno porno ime. Ja. Pipistrel je letalo za Godlerja. To... Ej, sej to bluzanje se ne šteje v najne točke, drugače, ne? Okej. Ker ta del ni bil tako Aj, kul. dobro povedal, ubimo tega konja, se Please. tako reče. Ali picanca? Aj, dobro povedal. Kaj, sploh ne vem več kaj. A sta karkoli počela, dobro. Več je, pa je več. 12,000 točk za Actual Celebrities. Ja. Enega fega imata. To je to. To je dovolj, kar se naj tiče, je to dovolj. Da obstajava. Več ne raba. V glavnem, zdaj pa, ker ima že največji listek, tle pa ne kompenzira, zanimiv. Jure Godler, tvoja uver zadeva. Kaj? Takole bom rekel, moja novica prva je Tinder za živali. In to je resnična zgodba. In ker gremo kar točke. Gremo- 10,000 točk. In gremo na naslednjo. Ej, kaj si pa dal za profilko? Veš kaj? To je bilo pa lepo. To je ta nivo. Bravo. To je ta nivo. To je bilo pa Tole zelo lepo. plačujete 5 evrov na mesec. To je ta nivo. To je ta nivo. Drugače je Ali 4. celo več, ali 12. 4, 8 ali 12. 12 evrov. Tisto. Pa da vidimo, kdo je šel ven zdaj. Tinder za živali. Torej, gre za aplikacijo imenovano Tudder, ki je mešanica seveda Tinder in Adder. Kaj je Adar? Seveda. Kaj je Adar? Adder je Vime. Vime. Ja. Veš, kaj je uver? Jože, tu so se zasvetle oči. Zakaj to veste? Zato, ker smo imeli angleščino pozitivno. Ja, zato Aj, Jože. ful ste se o vimah Ja, pogovarjali. pa ne. Valjda. o vimah. Ti tudi slovenščini nisi imel pozitivno. Kako je prav? O vimenih. O vimenih, No, ja. to je- Na to je pa nivo. kmete Meni to dosti- je To pa je, to To je pa pa nivo. Drugače to intelektualno buljanje ni nič boljše kot normalno buljanje, samo tako da veste. No, v glavnem. In pač gre za, torej citat enega uporabnika, to je za kmete, za poljedelce. Pravi, ne, Za Podložni. poljedelce, se pravi ne za živinorejce. no, To je... če si poljedelec, jaz ne vem, kakšna je, a je kakšen Kar si se poljedelec, rešil s temi vimi, glikar si se rešil. a Ja. je kakšen poljedelec oziroma živinorejec z nami. Ja, nocoj? zdaj, bod bolj precizen, a je živinorejc ali poljedelc? Živinorejka, poljedelec. Ko delajo na polju, poslušajo Ja, podcaste, tako. ves čas. A je kdo bata škornih blatnih danes tle? V glavnem. Ja. Ali pa hunterjih, no. Torej, pravi, there is nothing better than going
Pardon. Prvič bereš. Ti je butler. There is nothing better than seeing an animal in its home, natural habitat, rather than putting it on a lorry. Se pravi, to jim zelo pomaga, ker tole bi pa zdaj apeliral na prav Tinder, ne, teh podatkov na pravem Tinderju ni nikoli bilo. Se pravi, podatke za živali imajo, koliko mleka da, koliko je... Ne, nisem mislil, da zdaj ženska bo dala gor, jaz dam pa 2 litra mleka. Zakaj pa ženska? Zakaj moški ne morejo, da je, Anže. Ne, mislim. Malo neokusno, Anže, ampak okej. Ampak gre se pravi za koliko je proteinov v tem, koliko je potencial za povreč. In to je vse gor napisan. In kmetje ne izgubljajo časa, ne, z Salamonovim oglasnikom. Ja, tole bi pa jaz prišel pogledat. Prosim za vprašanja. Ja. Kje S začeti? čim biki svajpajo? Ne. Hotel sem sam reči, ne, da bi se lahko prav Tinder aplikacija kaj naučila iz tega, da bi kakšen koristen podatek potegnil Bi dol. statistike ženske dejale gor. No, recimo, Tebe zanima kaj? Kjer pa so zdaj podatki? jaz sem bil na Tinderju nazadnje, sem se s tem igral v 2016. Si ga obrnil, 2016 sem ga obrnil. V glavnem, Pršel pa Fortnite. v mojih časih daljnih, ki sem jaz s tem, ni bilo nobenih uporabnih podatkov, gor razen slike, pa še to niso bile v naravnem habitatu, ampak so bile v kopalnici. Na mesto staje in oborov, ne? Ja. Kaj pa je kaj je naravni habitat, po tvoje? Za gospodične. Ja, se mora pa sama vsaka vprašati zase. Se pravi, kaj je narobe, če se ženska slika v kopalnici? Ne mara ženska, ki skrbijo za higieno? Ne, sam slika ne izpade dobro v špegunkol. Mislim, če pogledaš, realno. Realno. Škaj mi všeč, ki misliš, da bo en rekel, ja, Gondar, ja. Se so. Ja, rej. Ja. Dobra, tudi prav imaš. Ne, samo lahko sem nekaj, kaj bi mogli moški dati, a ne kot podatke, pa kaj ženske kot podatke, kaj so relevantni podatki, kaj bi mogli biti? Ne vem, če je sposoben družino preživljati, koliko teče na 100. Stvari, ki bi... Godar, koliko ti tečeš na 100? Ja, kako je to relevantno? Ja. Zelo malo. 80 metrov. Razumem, če je sposoben. Glavnem, ne, hočem reči, Tinder sam po sebi nima utilitarne vrednosti, ne, ker Tadar jo ima, a ne, za to. Jaz še zdaj ne štegam, kaj te živali, zakaj so hvaležni? Čistko, dejansko je to aplikacija, če sem prav razumel, zaradi kjer tebi ni treba v Gornjo Radgono, na kmetijski sejem, ampak si lahko že direkt pogledati, kje so tiste krave, ki so najboljše, da jim boš ti svojega bika zdilal za oploditev. In jo vidiš sličice naravna in isto moraš swipati levo, desno. V resnici je zelo isto kot Tinder, ne gre za nobeno ljubezen tukaj. Samo... Za tega kar za reprodukcijo, ne? Ja. Kaj to pomeni? Kaj? Ta firma, mimo grede tega, to sem se spomnil, nisem se izpisal, mislim, da so naredili že prometa, ker ti ko enkrat swipneš, zdaj žival verjetno ne swipne nazaj, ampak dobi obvestilo tist, ki je... Liska, 4 so te danes v desno dava. V glavnem, kar hočem povedati, potem te prenese na ta stran, na ta oglasnik, kjer kot eBay, ampak za živino, in so že naredili, mislim, da do zdaj, mislim, da je v pol leta 50 milijonov evrov prometa. Zdaj si začel s Tinderjem, zdaj že eBay. Če bomo še 5 minut se pogovarjali, bomo prišli do tega, da je to MySpace pa iTunes za krave. Glavnem, to je za živalski seks swipe desno, ne? Oziroma, če poj seksajo živali, ne? Kva sem dobro rekel zdaj? Oziroma, to bi bilo potem, če bi bila to reklama na... pozno zvečer na televiziji bi bilo Mih-an. 606,8. Ne morem reči, ta jok, meni kar toplo pri srcu, da ta jok še deluje. Tako. Ta ruf Mihan, to smo vsi videli. Vsi smo to videli. Ni nujno, niso imeli vsi satelitske. Kaj pa tisti, ki so rojeni po 2000, pa takrat več ni bilo tega. A je to še? Po mojem to je bilo na RTL, ampak sem tam... To je bilo tudi na kanalu A. Ja. Na kanalu A je bilo to. Ja. To pa ne vem. To pa ne. Ne.
Ti si sam satelitsko gledal. Tako. Pa planet. Tja pride čez 3 leta. A je dobro povedal. Anže, ne sprašuj sploh. In ona dva. Ja, Kleman, res manj. 24,000 točk. Actual celebrities. Prvi krog je za nami. Lahko povem, kdo vod. Niti treba računati. Okay. Vod ta ona dva, actual celebrities. Tako da, zdaj pa gorenjska naveza, kapetan. Nadaljujemo. Vsi vemo, da so priprave igralcev na svoje vloge težke. Zahtevne so, treba se vživeti v osebo, ki jo boš uprizoril na malem zaslonu, na velikem zaslonu, na gledaliških deskah. In še posebej težko je vprašanje, kako zvesto boš ti lahko podobil to osebo, če gre za dejansko neko osebo, ki je v resnici živela. In tako se je Helena Bonham Carter, ki jo poznamo, ne, med drugim iz vseh filmov Tima Burtona, ja, in Harryjev Potterjev, odločila, ko je zvedela, da bo igrala princeso Margaret. Godler ne odobrava tega castinga, ne, ampak se je odločila, da bo se pogovorila z njenimi prijateljicami, še s pletičnami, ki so žive. Ne, ona je bila prav tako, so bile z nekimi 3 pletičnami, so bile kolegice, so imele Margaret Crew ali Margaret Gang. Lady Waiting. Ja, spletične. Ja. Slovensko govorimo, ne Tomiču prevajati, no, ni treba. In je pa potem sklenila, da bi vprašala tudi samo princeso Margaret, in ker obstaja ena taka mal kočljiva prepreka, namreč princesa Margaret ni več med živimi, je stopila do medija, ki jo je povezal s princeso Margaret, in je ona povedala, da je vesela, da jo bo Helena Bonham Carter uprizorila, in da ona je vedela, da so producenti imeli v mislih še eno drugo igralko, ni razkrila katero, ampak da je ona veliko bolj primerna za to vlogo in da naj predvsem pazi, kako bo kadila, ker pri njej je bilo kajenje statement. Pri njej je bilo cigaretnik, je bil statement. Kako ga je držala, kako ga je mahala in tako da ja, v glavnem, to sem predvsem zaradi tega, ker vem, da Godler tega ni odobraval in sem rekel, pač moramo povedati Godlerju, sorry, lej, princesa Margaret se strinja s tem, da jo igra Helena. In s tem, kako ga je držala in kako ga je mahala. Mogo si, ne? To si mogel. izstojala mikrofonu vzel, da si to povedal. To je bilo vredno. Ja, je pa tudi res, da prav, da itak ima ona osebno navezavo s princeso Margaret, zato ker je stric od Helene, ne, ki je bil poslanc nekaj časa, Mark Bonham Carter, je šel z njo na randi, ko je bil še grenadir v Windsorju. Ok, to pa je dejanski connection, Paul. Ja, Tako da kako ja, so jo pa dobili, kako povejo, da je legit. Zato, ker ste šla enkrat Telekom. na date, Ja. je to full connection. Je. Ja, to je pa sam, če je to neka res slavna oseba ali pa neki, če bi... Se je. Nimaš connection z vsako, ki si šel na date z njo. Z razlogom si šel sam na en date, zato ker ni bilo connectiona. Ampak Pač ne ne, ona ne. connection, pač ti imaš connection Ja, z osebo, s povezavo katero je pač, ja. tvoj stric šel na date. Ja, jaz poznam ene par ljudi, s katerimi je stric šel na date, pa se Pa nočem vse je strinjati s tem. vse je bilo na gasilskih veselicah v Zvirčah. Ne, vem, zakaj se. Ja, mislim, oni dva sta. Dajte spraševati. Vidva sprašujte, ja. Zakaj jaz? Veliko bolje bi prišla čez Helena to je slabo, ni v redu, ker se mi zdi, da ne bo razumela. Oglaba, to nima veze. Ni bilo vprašanja na Ne, koncu. okay. Bolj bi skozi prišla, če bi dobila eno knjigo, ki so jo dal Uničt kraljeva družina, ki je napisal oseben butler od pokojne princese Margaret. Kaj pa s tabo v sorodu? Ima ta connection, pradedek je enkrat bil V Salzburgu. Bil je odpuščen in je napisal knjigo o kakšna je bila, ampak je samo najbolj tiste stvari, najbolj umazane stvari. In ta knjiga danes vsake tok časa se pojavi na Amazonu in ko se pojavi je
Jo kupaš. Vsakič MI6. pokupaš vso izdajo. MI6. Godler ima Eno po 3 knjigo- sobe teh knjig doma, nihče ne bo širil umazanih laži o tebi. No, v glavnem, tam po moje bi kaj izvedela. Eno knjigo pa Princess ene Margaret- gate za pojest, prosim. Te dve stvari gresta skupaj. Samo ne niso na Amazonu, niso na AliExpressu. Fun fact, ker Princess Margaret ni bilo doma, ne? Vedno, ko se je vrnila domov, je ta prva stvar, ki je šla narediti, je, da je šla televizijo tipati, a je vroča, a je hladna. Ker če je bila vroča, pomeni, da so služabniki gledali in so bili tepeni. To ima Kregani. mami delala isto. Vi ste imeli služabnike. Ne. Mi smo bili služabniki. To pa je vse res, kakatoda se segreje. Ja, to je dosti. In so bili odpuščeni. Kaj zakaj? Ne bi to šteko ti, pojmo naprej. To je res, ampak vsem bi... Tako da, Godler, si se ti kdaj za kakšno vlogo pripravljal, tako da si šel do kakšnega medija? Ma, veš kaj, takole. Recimo, a si kdaj si zaželel spregovoriti z Mozartom in ga kaj vprašati? A si šel do, ne vem... Oziroma drugače, zdaj me vprašati, če dovoliš, kdaj si na zadnje govoril z Mozartom? In kva kaj dela? Kaj je rekel? Kva zdaj kaj dela? Bo In kakšna kakšnega nova okusa plata? hlačke nosi? A se bo kaj v studio zaprl, pa kaj? Nimam cifre. By the way, pa glede igralske, pa to so komplikacije brezvezne. Jaz pravim, bodi igralec, ki lahko vse vloge isto odigraš, tako kot Roko. A razumeš? Ker je v vsakih vlogah isti, pa si pripravljen. Mal mi je všeč, da niste vsi ploskali. Mal mi je... Ploskali so predvsem tisti, ki imajo že karte za Celje. Še kaj? Na to še lahko kaj. Ne, mislim, da z rokotom. Aj, dobro povedal, se temu reče. In pa roko. To nimam. Ja, pižamc. 36,000 točk. Gorenska naveza, se temu reče. Zdaj gremo pa na drugega kapetana. Ne, zakaj to vedno rečem. Tudi ne vem, zakaj si tako pogledal, tako malo strah sem v tvojih očeh. Jože Robežnik, spet zapiski in kuljem. Ja, res je. Zdaj imam pa prav iz serije Weird West. Se pravi, je weird. Ja, kam mast je bila. Ja, ker se mi je zdelo, da ste mi mačke Mas je bila iz kulinarične sekcije. Ja, malo ste mi naprej metali, to sploh weird. Pri nas se to skozi dogaja. Mislim, ti, no, prosti. Ja. V Brežicah je V non-stop. Brežicah možno, da nimajo kanalizacije. Ja. Ne, ali pa Godler se tušira, tako da se z wet wipe. Ker smo že pri tem, ne, v bistvu je zelo Pri čem, Jože? pri tej temi. V bistvu se pravi, gre za razmišljanje iz serije Weird West in tukaj izpostavlja eno zelo zanimivo stvar, da so v bistvu izredno nenavadne naše navade, se pravi zahodnjaške navade. In tukaj izpostavljajo dve navadi. Ena je to, da se s papirjem... Res? Ja. Okay. Ja, tukaj smo, pač to je, pol Google mi je skozi to ponudil. Ker sem enkrat šel, v glavnem, da je nenavadno... Mogoče vas zanima. Da je... V košarici imate 3 izdelke. Da Se pravi, da si rit brišem s papirjem. Da je to svetovno gledano, ne, če pogledamo cel svet, smo mi weird. Ja. Mislim, da samo 21% ljudi dejansko si briše s papirjem in da je to tudi neprijetno. Mislim, če je kdo kdaj probal z vodo, z unim, je kdo bil kdaj na Japonskem, pa je UNVC probal. Jaz sem sam videl video, ti izgleda nerealno. Ja. Nerealno dober. Kje pa si Ne gledal? tiste videe, Anže. Te videe gledal. Ne tiste videe, Anže. Sam spet nisem že, da si ti gledal druge videe, ampak pustimo to. Je pa špricalo. Come on. Power Rangers. No in da druga stvar je spet sedeči WC, a ne? Spet smo, to je weird, da sediš medtem ko... A ti bi stoji. Ne kleče, kaj govorim. Ej, Joca, Pokaž, ne. Joca, Sigmund Freud kliče. Lepo, 2 stvari, če kleče to delaš, lahko 2 stvari naenkrat narediš. Pač kakaš in zmolaš en rožen venc na ta novemu epo, ki ga imaš. Če pesem, hotel Pa se to je že, a ni na Balkanu to. Pa ne na Balkanu, v Trstu imaš to. A je že v Trstu?
je že v Trstu. Jože je zdaj cel scenarij te vdaje postavil na glavo, a se sploh zavedate. Bil si govoril o ene čudne stvari, on je pa rekel, mi smo čudni v bistvu, postavil nam je v glavo ogledalo naši družbi tukaj zdaj, bravo, to je kar umetnost. Sašo ti je rekel, da kar napiš. Če kaj je ta druga stvar? Ena je pa to, da sedimo, da so školke tako narejene. Ja, to je čuden. In zdaj se jaz sprašujem, a bi se mogli mi, ki smo pač očitno kao ta pametni uniki, jih poslušati ta družba. A bi se mogli mi Močne besede. Dejansko imaš, jaz sem bral to neko knjigo, ki je bila par let nazaj. On je bral knjigo o tem. O prebavnem traktu in tem, ne, in je, da dejansko pač ta pozicija sedeča je najbolj neugodna za črevesje. Tako da svetujejo, če pač se ne moreš odpovedati. 9 od 10 zdravnikov svetuje. Ja. In tudi Hanna Kralova, kar jih je že unabila. Hanna Suralova. Ja. Suralova, surreal, tako so si surreal. razlagal prej. Ja. V glavnem, Top shopa. če se ne moreš odpovedati temu zahodnjaškemu lagodnemu sedenju, da vzameš pručko in si jo podstaviš pod noge, tako da imaš dejansko kolena nekje v višini prsi, zato da, kot bi rekel Godler, odpreš energetske kanale. Ja, hočem reči, to je tudi, ker imam zaprtjem izkušnje iz preteklosti. Ko bi le obstajal kakšen podcast, kjer si to povedal. Ne, v zaporu je bilo zaradi nekih scen z živalmi. Ne, ampak v glavnem, to je ta prva točka, ki ti pokaže, ko rečeš zaprt sem. Dej se probi čim bolj stisniti, pa, ker tudi če te trebuh boli, je to prvi nasvet. To, ko priješ na dob, je to prva stvar. Ne, to je prvi nasvet, če te trebuh boli. To je vse lepo. A je kakšen zdravstvenik? Zdravstvenica? A je kakšen zdravstvenik tukaj? Ne zdravstvenik Lej, pove. 4 tle imamo kartico zdravstvenega zavarovanja, gospod je pa privat tamle na koncu. No, tako da, če je kakšen zdravstvenik, začnite na uni strani, pri Godlerju. Ne, jaz sem v Ameriki, kolega, to lahko kupaš. Kupaš tako pručko, plastično, ki je tako narejena, da gre ob WC in lahko. Lahko kupaš šuno iz Ikeje za 2 evra, ki isto paše. Zakaj ne bi direkt kar imeli mi čučevce doma, veš? Da sam šlaufom spereš, pa zraven je šlauf, ki je tudi... A je visoko tlačni? A je bil... Ne, a je s karherjem? Ja, na kaj ti misliš? Ne vem, kva te paše. Ne, družba brutalno, prej žema v Ameriki, kolega. A to je to. Ja, tako da ja, mislim... Joca, se pravi, kaj greš ti ko boš preurejal kopalnico, škupu Štrajfix. Ne, Knauf. Misliš Knauf Insulation, to je druga firma. Ja, treba mi je dobro izolacijo, da se ne sliši krikov zaradi Štrajfixa. Okay, I don't know. Lahko jaz sam povem, če kdo slučajno odgovoren z RTV Slovenije z rezerviranega programa poslušal to oddajo, jaz sem pripravljen skočiti, kako te odpustili. A veš, da si na moji listi, kao, če bo kdaj kaj narobe z mano, dobi Bernarda to sporočilo in se znam in mislim, da si zelo visok. Zakaj ne na prvem mestu? Že dolgo nisem updateal. In pa dobiš en mail, ki piše, prosim, vod na mest mene oddajo, pa zbriš mojo zgodovino na internetu. A sta dobro sprašvala. Joco. 4 točke. Jaz še zdaj ne vem, še zdaj ne vem, o čem zgovoril. Ja. Kar zadnji ni nič novega. Drugič prid Treza na snemanje. Saša Stare, tvoja druga weird zadeva. Hvala, Anže Tomič. Že. Kaj? Ja, no, Sašo poj. Ej, ok. A je kdo tle že posvojil otroka? Godler. A je kdo po svojem? Ne, okay. Ne, mislim, da ne. Se pravi, gre za ta weird zadeva, se dogaja en prijazen krščanski par iz Amerike je posvojil majhno deklico iz Ukrajine, za katero so mislili, da je stara 6 let. In sta jo posvojila, in potem nekaj časa so bili neki problemi z njo, pa te zadeve. In potem se je enkrat upletla noter policija, pa to zaradi tega, ker sta jo zapustila. In so bili tako, zdaj bosta šla pa vidva pač v zapor, ker ne moš kar zapustiti otroka. Ne? No, izkaže se, da ona ni bila 6-leten otrok, ampak 22-letna
Ukrajinka, ki je little person, no? Kako po slovensko? Pritlikovka, hvala. 22-letna pritlikovka iz Ukrajine, ki se je ves čas pretvarjala, da je 6-letna deklica in povrh tega jih je še probala ubiti in zato ste jo zapustila, ker je sociopatka. Kje si to prebral? To je četrta Internet. sezona, tretji del Brooklyn Nine-Nine, ko Charles Boyle posvoji nekoga. Čak malo, ampak zdaj pa realno. Kaj je realno? A ni to plot od ene grozljivke izpred par let nazaj? Možno, da je. Čisto ista zgodba. Glede na Je to, pa da si tudi to res. pobral na Daily Mail, Pa Ja. jaz sem tudi to Čakaj, zdaj malo, gremo vire preverjati, ali kaj? Kaj se zdaj dogaja hoče tukaj? vire. Jaz sem to nek zasledil. Jaz sem to film gledal. Čakaj, zakaj v to dvomimo? V Kepo Sala ne? zato ker smo Kepo Sala že kdaj videli. Odraslih otrok pa ne, čak. Ja, odraslih otrok ni noben še videl. Ja, Pa pač to je weird ubitih je zadeva. hotla. Kaj? Ubitih je hotla. Ja, Ja. hotela jih je ubiti in sta jo zapustila in pa so Pa tudi pa so grozila izkoz, da jih bo ubila. Ja. Kar je pa še Zakaj? posebej zoprn zvečer, če Kaj, pride. zakaj? A ki jo nista ven spustila? Ne vem. Ko jaz bi šla žurat, ne, 6 si stara, doma boš. Ja, ona je verjetno. Ja, ona pa nekokirana po Londonu. Pa je bilo, Preveč to je pa dobro. zgledala, ni bilo reči, ta je pa Ukrajinka, ki nateguje. Ne, Mislim, to zgleda se je vidi drugače. zgleda je kot otrok. Mislim, da... Kakšne To je izkušnje v najslabše življenju te Kaj? pripravijo na to, Najslabše. da znaš prepoznati? Kaj znaš, ja, Ukrajinko, Znaš ki- prepoznati. Kaj recimo so ključne stvari, da A prepoznaš? se to? še nisi po noč pel čez kakšno večje mesto, Jože? Ne. Recimo čez počivališče Jezu. Lukovica. A niste brali unga članka o večeru v prostituciji? No, ja, v večeru je bil ta članek. Ja, jaz nisem komik, ki se vse čas vosmim počivališč, ampak v časopisu so prostitutke. A to je aristokratski glas. Ja. Kje pa vi prostitutke, kje vi berete o prostitutkah? Jaz sem v večeru. A to je plemeniti starej iz Jelendola. To je, Christ almighty. prav, ne, zgledala je kot pač ukrajinski otrok. Ne vem, predstavljaj si to, kar hočeš. To je v basketu, se drugače reče, pač gruzijskih 16. Ne? Ker iz Gruzije basketaši so prišli, pa je bil kao kadet, pa se je pa zvedel čez neki cajt, da v bistvu si 23 stari minimalno. Pa vsi so imeli full brade, pa beni dvomo. V Gruziji mrz, ne? Ne, ker je tako, ker je čuden, pa tako, pa iz Afrike tudi, kad te rojstni listi, pa to. Pač je pač tako, ja, ta je 16, kar naj pride. In pol res v mladinskih selekcijah, to se spomnim, tako smo igrali, pa si pršel, pa smo bili mi res gledali, pač tako, zdaj gledamo, sem mlajš. Pa sem imel pa Olimpijo, ki so me zmerali neke Gruzice z nekim modeli z bradam, pač tako, pižamc. Noro, To je pa ta star noro. 14, Pejmo točke. okej. Pejmo zdaj točke. A preden ugotovimo, da je gol v resnici 8 let star. Uzbekistan. Z gigantizmom. Tako. Dobro povedal. Daily Mail. Daily Mail, ja. Poglej sliko. Ni 6. Kaj Sta ni? dobro sprašvala? Starela bi pika. Ja, je malo bolj, ja. Pol. 4000 točk, korenski navezi. To je to. In pa morda, glede na to, če bomo bolj še en hiter krog delali, Še eno jaz. Jure Godler, Pred kratkim smo imeli na opazovalnici seveda enega imel, kdo smo mi? družba Aparatus, to smo mi. Smo imeli nekoga, ki posluša na WC-ju. Ja. A je mogoče tukaj ta gospod? Ni, je pa tle. Gre za Kaj da bi Jimmyja- rekel ja? Ja. Kaj da bi? Gre za Jimmyja, lahko še kdo drug na WC-ju to posluša. Jimmy Defren, 48 let je star, ki se uči šola za šoferja avtobusa. In je, Kdo zdaj? Ta človek, ja, ki... ta človek. Opazovalnico. Kako ti to veš? Vem, ker je 165 ur podaril rekord, iz Belgije je, sedenja na školjki, sred gostilne. Sred gostilne. Ja, vsako uro je dobil 5 minut pauze in potem je... Kaj to meni, da je vstal? Ne, potem se mu je to nabral. Kaj se mu je In nabral? Kje se mu je nabral? Teh 5 minut, tolikrat 5 minut, da je lahko šel malo spati in je pol nadaljeval.
A ja, se pravi, Vsako uro 5 minut. A se ni zdi prej iz Jožeta delo norca, da ne zna govoriti? Ne, v glavnem. Kaj si ti povedal? Ne, to je pač to. Logična zgodba, poslušaj. No, Ja, pač rekord, kaj? Suspens dela, najprej ne veš, za kva se gre, pa enkrat, pa se ti bo enkrat vse kar Sherlock razkril. Tako kot usual suspects. Ja, to. Ja. In še ena stvar Ime mu je Steklarna Rogaška. Smešno je pa predvsem to, Je. da je mogel iti na WC, dejansko je mogel hoditi drugam, ker so mu sam školko sred postavili provizorično, da je lahko sam sedel na školki. Da so ga lahko obiskovali. Kdo? Ja, ta človek, Obiskovali? Jimmy DeFran. Jimmy, da se ti to že ves čas govori. Vendar poslušam že, Jimmy DeFran. Razumeš? To razumem. Zakaj je to počel? Zakaj to? Ker je hotel podreti rekord, ker je že nekaj prebral. Čigav rekord pa je bil prejšnji? Nekdo je že 100 ur sedel na WC-ju neprestano. 100 ur. Ja, ker je on to nekaj prebral. A pa moraš imeti koga zraven, da je to legalno, kao če podrt si rekord? v gostilni, je itak, so ljudje te gledajo. A, res sedi. Ja, ampak da podereš rekord, ti rabaš enega unga iz Guinnessove knjige rekordov v oblekci, podobni kot jo ima gospod Kodler. Ja, to so pa kontaktirali Guinness World Records, pa nobody was available for comment. So rekli, mi se ne ukvarjamo s takim sranjem. Se pravi, še enkrat, Pa opazovalnice poslušal mesto. Pač to sem dodal, no, to je hec, to ni res. kjer del? Ja, da je opazovalnico poslušal. No. Ja, Ta vse verjame. Ja, lahko, jaz, kaj se je zgodilo? Drugače. V Belgiji So postavili školko wow. Ja. sredi Gostilne. in bilo je nenavadno, ker pač Belgija slovi po školkah kot prehranje, ampak to ni bila taka školka, Drugačna školjka. ampak dejansko keramična, toaletna školjka, ki ni imela noter sicer Kerherjevega štrajfiksa za pranje, ne, ampak je bila navadna. Pa zraven ni bilo vlažnih toaletnih robčkov, ker so vedeli, da bojo lahko sredi Brusla proizvedeli 8 ton sala. Pa če smo že pri tem. In potem je on sedel in je malo rožni venec in se vmes pogovarjal s princeso Margaret. Ja. In na telefonu je swipal enega bika, pa naročil eno ukrajinsko. To? Naročil! In kar je jedel, so bile hlačke iz sladkorja. Pa sej se da koherentno povedati. Ja, No, To je že smisel. da se. Okay. Pač, bral sem alineje, ne? Pa če smo že pri tem. Daily Mail. Švahakwan.com Reuters. BBC. Reuters. Kaj, to je bil mic drop. Reuters. STA, Pravi novinarji. Je dobro povedal? Ja. Je dobro povedal? Krep, ok. 4 točke. A imaš cirkular Gorenjska naveza. Ne. A zdaj gremo pa zelo en hiter krog za konec. Tako da zelo hiter. Godler, ko boš govoril. Koherentno in hitro. Imam dokaz, da Bog ne obstaja. Ok, gremo naprej. Obstaja rastlina, ki se pravi gimpi, nekje na južni polobli, mislim, da v Avstraliji. Listi ima ful drobne in krhke in polne iglic, ki se zapičijo ti v kožo, vate spustijo nek neurotoksin, bojda totalno hude bolečine. Tako po par tednov trajajo, preden se ti vse obnovi, folk se je sam popraskal, sem mislil, da mu noga odpada. Ampak potem pa imaš, prav kot bi te hkrati polili s kislino in stresli z elektriko. Zdaj ne vem, kaj je prej počel, da je lahko pa to. Ampak je pa fora, da ima pa te plodove, ki so užitni, ampak da so pa lahko užitni, moram pa prej od neke strupene laske odstraniti, ki jih prekrivajo, in jih imaš ne vem koliko časa po nekih krpah iz blaga, da odstranijo te strupene dlačice, se pravi približno tako kot indijske oreščke, in potem otipajo plodov s prsti in če pač te prsti ne bolijo, pol upajo, da te v usta. In pač, če bi Bog obstajal, bi bil to sadež spoznanja, ki bi ga nastavil Adamu pa Evi, ne pa en fucking jabolka, ga vsak lahko trga. Sam pa je bilo granatno.
Granate, vrgel je kar zajebana granato, za to. ugriznat, ja. Je bilo vsa pošpricana, kaj je jedla. Okay, v glavnem, Drugač, kjera neverjetno na ključe, da se je temu človeku, ki je to prijel, pa je čudo te bolečine, da ga je tudi enkrat elektrika že stresla. In so ga polili s kislino, da je lahko primerjal, da je rekel, to je tako kot takrat. To sem ker jaz so me povedal polili pred s 2 kislino. minutama, Sašo. A si rekel to? Ja. Ja, vem. Ne, a si rekel to isto stvar. Ja. Kako si rekel, da je gimpi? Jaz nisem Gimpi, poslušal. gimpi. A ni to vzdevek, ki bi ga Jocu tudi dal? Ja, ne, Prav isto stvar bi si pa rekel. Godler bi lahko, Godler bi se zelo hitro rešil, ker pač, da te rešijo, potem teh iglic ne uporabijo vosek za depilacijo. To, da veš. to kdo veš. A sem jaz zdaj? Ne. Ne. Aj dobro povedal, to sem tako vprašal. Gimpi. Gimpi. A je to naslov? Mogoče. Okay, jaz imam najbolj weird zadevo. Okay, ena pika Ever. Gorenjska, zdaj pa Jože, ja, ajde. Najbolj weird, ever. A veš, ko vsi jamrajo, da je v Ljubljanah so ful drage nepremičnine. Stanovanja. Ja. pa V to. Ljubljanah. V Ljubljani, ja. V Ljubljani. Reče se Vimena. Vimena, ok. Stavim, da sem jih večkrat, kot vsi skupaj, vi držite v rokah. Ampak pustimo to. To je zelo čudna stvar za hvalce. Zdaj boš rekel, da manualno delo na kmetiji ni častno. Ja. Zakaj? Ja, zakaj? jaz? Lej, če ne bi bilo kmetov, ti ne bi bilo sladkornega trsa, ti ne bi mogel bombonov jesti. To si zapomni. Ja. Gremo naprej. Gremo naprej. Glavnem, Sašo, ne mu dajati materijala za točke. Ti si ga glavnem dal. v Ljubljani vsi jamramo, ja, kako so drage nepremičnine. Parking v Hongkongu je bil glihar prodan za $1 milijon. Bam. Parking. A je pred kliničnim? Downtown. By the way, to je za 4 nova leta, samo tako da vemo. Ja, da lahko. Pravzaprav ne, moraš. Ja. 4 nova leta. 4 nova leta. To si Pa malo- Jurija moraš napraskati. Ja, pa moraš. Moraš konkretno Milijon. povedati parking, a se razumel, da misli Za en avto, za en avto, ne za parking, en avto. za vse avtomobile. Ja, za Za vse. Mislim, Za en en. prazen Za en parking avto. je lahko za vse en avtomobile. avto. Ampak kaj je zaščitem pred protesti? Parkirno mesto. zanimivo, da vprašaš, je. Ker? Pač sem imel nekaj štukuje, tako da ne morejo. Ne morejo. Ne morejo noter. Da raja ne more da do raja. avta. Ker znane, Ampak točno protesti to. ne grejo v višino. Protesti ne Ostanejo. grejo v Ja, višino. pa je invalidsko accessible. Lahko se pa je razen B. Pinter vanga zaleti. Ja, ne sprašujemo se sam, a se Sprašujemo. a se cena zviša ali zniža, če Godler parkira svojega Peugeota. A je vreden več ali manj ta parking? Pa? Njemu se zviša, lastniku, kaj bogat, pa zniža vrednost. Ej, Ja, to je to, no, mislim, meni se zdi to kar ujed. Kdo bo je to kupil? Kdo je kupil? Ni weird, drago je, ne? Da vprašaš Johnny Chung Shun. Ne, Ja, ja. ne, ne list. Ne. A lahko še enkrat. Ja, Nisem Godler, slišal, daj Jože. preberi. Chang Chung, ja? Sam je Johnny, zato ker je Johnny, ker ima malo angliški. Tam je veliko angliških imen. Angleška Primek imena. pa Ok, glavno. Krajst almighty nehimo. ne smemo. Aj dobro, Ej, a povedal. znaš v Kitajski- Aj dobro, povedal. Aj dobro, povedal. Imajo radi ljudje tako mora, nimajo. A sta dobro strašala, kle vemo, da Johnny bo dobil pike. 2 točke Ja, ja. za actual celebrities. Se pravi, PA principal. Sašo stare, že spet Okej. ime in primek. Hvala. Kdo tukaj vozi pijan? In prav je tako, ne voziti pijani. Enega gospoda so, ja, ne, prav je, pač zraven še povem, ne? Ja. Ne voziti pijani, folk, to je nevarno. Glavno, Joce to plačajo za to. Da to govori, ti pa za ston to delaš. Daj jaz sem računi. boljši človek. Računi. En gospod v Ameriki je vozil in so ga ostali policaji in je vozil čuden in je pihnil 10-kratno neko možno v sapi. Povej. 3,6. Not good, not bad.
Not great, Not not terrible. terrible. Ja, Ja, to. Sam jaz sem bolj milo verzijo tega hotel, nisem hotel. V glavnem in je pihnil ful veliko zadevo in so bili ti vozaš pijan, ti prasac in on je rekel, jaz nisem pil, presežem nisem pil, pa oni so rekli, to vsi pijanci rečejo. In so ga pač zaprli in pa so njegovo familijo probali pripričati, da on, v bistvu oni so bili tako, on ne pije in so rekli, ne, on nas skrivaj pije, vi ga sam ne vidite, on gre, jaz grem v klet, pa pije tam. In so vse, pač ne vem, kako alkoholiki pijejo. Pijem zmeri, da dam te ful glasove zraven, da doma mislijo, da se en pes po te puški klatijo kot bal. Kdo tako pije? In vidite, to je zelo pameten, ker jih zamot, vidiš, pa si tok brihten, ko vsi pravijo, da si v glavnem. Ko pa ti kaj, Sašo? Da se je toliko glajen moški, toliko nizko spustil, pa kar žalostno zdajle. In tega gospoda zaprejo, na kar so ga dali čez neke teste, ker on je imel neverjetno veliko tega alkohola in so ugotovili, da je v resnici zaradi neke čudne mešanice antibiotikov in neke glivice, ki je prišla v njegovo telo, on ima avtovarilni sindrom. To je, da se pir vari v njegovem želodcu. In to je spet dokaz, da Bog ne obstaja. Preverjati spet. To je spet dokaz, da Bog ne obstaja, ker če bi obstajal, bi vsi to imeli. Ja. Če veš, kaj bi mogel zdaj reči? Reuters. In je neka zadeva, ker je res nekih antibiotikov je ful preveč in poj se je to, ki dela dejansko ta Alkohol. Vretje? Vretje, ja, ta neka, kaj je prepirano, ta, kaj je? Hmelj. Kvas. Okay, ja, so bile noter, pa še neke druge zadeve in je pač ustvarjal. Je pa delal ta gospod. Ne piše. Kvas. Ja, jaz... Dejno joco kašne pa meni je kvasiš. super, da smo se ostali za to. V glavnem, in so ga potem pregledali, niti ni prvi, ki se mu je to zgodilo, bo pa zdaj objavljen članek z njim v nekem medical magazinu, kjer raziskujejo njegovo zadevo. Ampak še pred tem člankom o njem je bil pa objavljen v podrobnostih, ha? A je bil? Ja, zdajle. A ja, to je bil, ja, ok. Zdajle. Sorry, zmedeš me, je bil objavljen. Zdajle se to dogaja, sedanjik, ne pretekli. Izveden je bil objavljen, še ne, Bog ve, kdaj bo objavljen. No, ja, to. Ja, ka moraš zmontirati. Ja, neki montirati. Fora je, modelno mes je bil še neki na antidepresivih, ko so mu vsi govorili, da je pijanc, pa mu nobeni verjel. In pa je še bolj vrel v njem. Ja, mogoče iz tega to pride, v meni kar vre. Ne vem, boš tako vprašal. Dejta. Bolj medicinsko znanstveno, ko je, bolj lahko odgovorim. A če recimo, če on rigne, pa ti prideš mem, a lahko ti napihaš pol? Ja. A vidite, Jaz sem se pozanimal. Tako se pripravi. Ja. Še kakšno vprašanje, da vrste? A si dal še nov ime, a veš, ko Pivo. Kaj mene bolj Kako je zanima, a je bil navaden lager? Ja. A je bil mogoče kakšen IPA? Ja. Yes. A je bil stout, a je bilo zgornjo vretje, a je bilo spodnjo vretje? Glede na to, da ga je v domači vrel? pivovarni delal, je kar en craft beer bil, ne, tole. Iz kje je bil? Iz kje je bil? Američan. A ja, Američan, smisel, če je bil lager v lagerju. Ponovno, slovenska kultura umira, tukaj zdaj. Da še enkrat ošalo. Ne, to mislim. Zdaj še enkrat. Če kdo iz Planet TV zdaj posluša tole, jaz bom rade volje na domesto Godlarja, ki ga odpustite. Tem se reče impro, ok, ne rata vse. Dober si to dokazal. Ampak če pa hočete videti impro, kam rata vse, Pa pridite na Gorenjsko navezo 22. novembra v 10. To bom zdaj za nalož kasneje, 22. novembra. ne moramo, zato ker ti nimaš sajta snemati. Aj, dobro povedal. To je. Dobar. Tole. Ni treba. Ne, 6 točk. Zdaj smo, mislim, da prišli do konca. Ja, še, to je bila.
Ampak je res dobra, je. Zdaj bom pičil kot hollywoodski film in ne tako kot prej, ko sem po alinejah bral. Okay? Okay. Zmenjen? Zdaj veliko pričakujemo, čakaj malo. Sydney, sosed hodi po ulici. Kaj pa delal tvoj sosed v Sydneyju? Ne moj, sosed nekje. Piča Čak, film, daj puzga, In pič. pravi. In zasliši iz ene hiše, ki ima visoko ograjo. Why won't you die? Why won't you die? Pa otroški jok. Dej, joč se kot otrok. Why won't you die? A lahko še je Kliče tudi policijo. igral v filmu. Midva sva soseda, ki ga Kliče- pjeva. Why won't you die? Why won't you die? Oj, Policija. that sounds strange. Kliče policijo, pride policija, udre, pa je v bistvu lastnik hiše pajka ubil, ker je bil en ogromen pajk, otrok se pa je joko zraven. Jaz mislim, jaz bi sam rad povedal, da sem slišal nek podoben vic v drugem razredu v osnovni šoli. Ne, to je Reuters, To je Reuters. Bom dal link. Boste kliknili, ko prijete domov. ki prijejo domov. Čakaj, a te vire zdaj damo vsi lahko, da bojo vsi lahko Ja, klikali. seveda. Okay. Seveda. No, fantastično. Ne vem, Črno na belo. a bi kupila ta film. Ne. Mislim, zdaj, koliko je ta pajk bil velik? Je bil tako velik kot un iz Gospodarja prstanov, ali je bil manjši? A lahko grozljivko To se je zgodilo naredimo? 6 mesecev nazaj, ne vem, neka vlaga je tam in je bilo ogromno pajkov v hišah. A lahko ta isti Neka film vlaga. iz perspektive Pajka. Ja? Ja. Dej, Kaj če? ne bo to eksistencialna francoska new wave noir drama Ja. o pajku, nerazumljenem, pa brez aluzij na Kafko, prosim. Jean-Luc Godard. A lahko jaz pižamo odpusti. To je bilo ful prečati. Dobro ste vprašali. Točke? Čakaj malo, čakaj. Kako pa ti kričiš, ko ubijaš pajke? Jaz ne ubijam živali. Jaz, Ti jih swajpaš. Ja, ja. Kako je Anže povedal? Koliko je bil to? 250 Anže je ravno kar dobil 255.500 točk. Oh. Okay. spoštovana publika, 12 evrov je bilo tole. Karta je bila 10. Karta je bila 10. Plus 10. Aj, dobro povedal. Sta dobro sprašvala? Okay. Ne vem. Ja, sej. 7 pik actual celebrities. Zdaj smo pa, prišli smo do konca. Yep. Zdaj bom jaz to seštel. Načeloma sem jaz zmagal. Ne. Ja, ja. Pa pol, seb dam mileta, torej, ja. Ja, pa pokal imamo, sem ga danes prinesel, zdaj sem ga pozabil. Zdaj smo mu dali mile ime, pa dejansko je prehodni pokal, že vrnam sta premenil studio. Koliko je pa to koštal? 6 evrov v kitajski trgovini. Kako je bilo ime prodajalcu? Čak bo Godler povedal. Okay, pa prvo, ne. Kaj pa njegov ženi? Godler lahko pove ime staroselca iz Voma nad Tržičem, pa zveni kitajsko rasistično. Ja, ne, pa drugo mesto, Gorenjska naveza, ena plas, prosim. Ja. Nehi. In pa tretje, zadnje mesto, Actual Celebrities. Full fair play. Pridružite se nam na Facebooku, kjer smo Aparatus Legitimna FB skupina, na Twitterju nas najdete pod na podrobnosti počrtaj si in pa seveda tale podcast je točno to, kar ste dobili za ta cash, podpri.si. Hvala. To je to, drugač pa, to je res konc. Še enkrat ful hvala, ker ste prišli. To je še, jaz to vsakič vem, grozen je, ampak meni je noro, da to uživalo. Snemamo, ker je pač podcast, to se prej res ni dogajalo. Tako da ful hvala, ker ste prišli, pa karto kupili. Tako da ful hvala, še enkrat aplauz za vse 4, prosim.